Kako ocenjujete inovacije, ki so prispele na letošnji razpis Regionalne gospodarske zbornice Celje? Ja, kot zelo dobro. Kar veliko podjetij se je prijavilo, 19 inovacij, 16 podjetij, 46 inovatorjev je sodelovalo in seveda posebno zadovoljstvo pa je, da predvsem tiste najboljše, ki so dobile zlato priznanje, so izjemno visoko tehnološko, kar 2 so na področju nanotehnologije. Koliko jih bo tekmovalo naprej na nacionalnem nivoju? 4 zlate. Katera podjetja so to? To so seveda eminentna podjetja, Cinkarna Celje, Vivapen, potem je tukaj Svati Komet in pa Cetis. Letošnja bera inovacij bi rekla, da je kar obdržala trend prejšnjih let. Ni toliko pomembno številčno, ki nekako ohranja red velikosti, tam okrog 20, 19, 23 se nam giba število. Pomembno je, da nadgrajujemo. Nadgrajujemo pa pomeni to, da so inovacije take, kot radi slišimo, resne, težke. Pa ni pomembno, ali so samo iz velikega podjetja, ali je to proizvod nekega malega ali srednjega podjetja. Morda mi je letošnje leto malo težje reči, da smo ostali predvsem na tehnično-tehnoloških. Prejšnja leta je bil že večji znak teh storitvenih, letos je med storitvenimi bila v bistvu samo ena čista, pa žal, ker je še nova, ni dosegla tako visoke ocenitve oziroma bere, kot bi si morda avtorji oziroma inovatorji želeli. Gledam smelo dalje, zagotovo. Prepričana sem, da nekdo v komisiji mora biti in danes ni bilo predstavljenih mojih kolegov, ki že vrsto let opravljajo to delo, to so Marko Tukarič, Martin Drstvenšek in pa Daniel Knez. Moram reči, da je naša komisija pestro zastavljena, da smo iz različnih specialnih področij in da na tak način poskušamo čim bolj objektivno oceniti vsako inovacijo, kajti ni nam vseeno, če nekdo ni ravno zadovoljen, da je dobil diplomo, ampak želimo si pa, da je vsaka taka diploma vedno tudi spodbuda za naprej, da poseže po odličju. Kaj priporočate za prihodnje leto? Dejali ste, želeli bi več netehnoloških inovacij, morda tudi kakšno inovatorko več? Ja, jaz mislim, da je inovatork silno veliko. Ne želim se opredeljevati na to, da so kvote, da so ženske, da so moški. Jaz jemljem to v paketu, ker smo ljudje in smo homo sapiens, ki razmišljamo tako eni kot drugi. Ampak morda je tu področje še vedno malo bolj rezervirano, ko rečejo, ravno v tehniki, da so moški malo bolj spretni. Morda je pa tu več priložnosti še, ravno to, če ste me izvali z ženskami, da pri storitvah pokažejo mero inovativnosti, oziroma ne pokažejo, prepoznajo mero inovativnosti. CCUM lahko rečemo, da je pogruntavščina našega podjetja, v bistvu je to sistem prijavljanja koristnih predlogov in inovacij. Se pravi, ideja cela sistema je bilo, da potegnemo najboljše iz proizvodne, iz ljudi, da izboljšajo, da prijavljajo koristne predloge, da si izboljšajo svoje okolje, svoje delovne procese, dvignemo varnost in zdravje pri delu. Se pravi, en sistem, ki nam vsem skupaj zelo pomaga, da podjetje stopi na eno višjo raven oziroma da ima večjo dodano vrednost na trgu. Kako ta proces poteka? Ta proces v bistvu poteka čisto centralizirano. Imamo eno pisarno, CCUM pisarno, v kateri sprejemamo koristne predloge. Tu jih evidentiramo, dokumentiramo in potem pošljemo skrbniku sistema, ta pa pošlje po posameznih poslovnih enotah oziroma službah. Potem v določenem času se morajo službe oziroma poslovne enote opredeliti do same ideje, določiti nosilce, izvedbe, roke izvedbe, lahko izstavijo kakšne korektivne, preventivne ukrepe in potem pošljejo nazaj v samo pisarno, kjer se predlog ovrednoti, da se povratna informacija vsakem preveritelju in vsaka koristni predlog se tudi nagradi ustrezno po lestvici, ki imamo v podjetju. Kako jih nagrajujete?
V glavnem vsak koristni predlog je nagrajen z finančno nagrado, vsak prijavitelj ideje gre pa na koncu leta v nagradno žrebanje, kjer podelimo našim zaposlenim oziroma prijaviteljem koristne nagrade oziroma praktične nagrade. Zadnje 2 leta smo pa že tudi upeljali, da vse prijavitelje, tisti, ko hoče, odpeljamo na en izlet v tako točko, da se malo skupaj kaj pogledamo, pa še malo na koncu pozabavamo. Kakšen pa je izplen? Izplen je, lahko bi rekel, v zadnjih 5 letih, če govorimo o ekonomskem učinku, je približno prihranek samega sistema okoli 500 000 evrov. Se pravi, 100 000 evrov direktnega prihranka ekonomskega na letnem nivoju, poleg tega tu še pa niso zajeti v bistvu prihranki iz naslova varnosti in zdravja pri delu oziroma izboljšanja delovnega okolja.